Lep pozdrav vsem skupaj. Pravkar smo končali koordinativni sestanek z ministri in nekaterimi drugimi službami, ki pripravljajo gradivo za četrtkovo sejo vlade, kjer bomo obravnavali posledice neurja 13. julija. Zbrani so tudi prvi relevantni podatki, ki kažejo, da je bila povzročena škoda velika. Samo na šolskih objektih, 5 je bilo huje poškodovanih, škoda znaša preko 1 milijon evrov. Nadalje je zdaj že jasno, da je popolno uničenih 570 hektarov gozdov in še veliko drugih gozdnih površin deloma poškodovanih, da je nastala tudi delna škoda na gozdnih cestah in drugih infrastrukturnih objektih v gozdovih, da je bilo v tem neurju poškodovanih preko 500 objektov, od tega več kot 10% od te številke zelo hudo, da je povzročena velika škoda na kmetijskih pridelkih. Tukaj ocena še ni možna, ker se podatki še zbirajo. Poškodovanih je tudi nekaj gospodarskih subjektov oziroma industrijskih objektov, kjer škoda zagotovo presega nekaj milijonov evrov. Zavarovalnice so sporočile prve podatke prijav škodnih primerov. Teh prijav je preko 7000 za več kot 10 milijonov evrov odškodninskih zahtevkov, pa tudi to še ni dokončna številka. Škoda na objektih bo ocenjena do konca naslednjega tedna. Takrat bomo lahko govorili tudi o neki dokončni številki in potem bo vlada sprejela tudi dodatne ukrepe. V četrtek bo vlada sprejela ukrepe, ki so pač možni v tem trenutku oziroma v tej situaciji na podlagi informacij, ki jih imamo, na podlagi tega, kar je bilo izvedeno v času faze interventnih ukrepov in tudi, ko gre zdaj za fazo odpravo škode. Pri tem naj poudarim, da zadnja leta skušamo uveljavljati sistem, v okviru katerega se škoda povzročena z takšnimi in podobnimi neurji oziroma naravnimi nesrečami odpravlja predvsem na podlagi zavarovanja. Število teh zavarovanj je v zadnjem času precej naraslo, tudi v kmetijstvu. Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo je recimo v Prekmurju zavarovanih preko 60% individualnih kmetijskih gospodarstev, dočim je ponekod drugot, recimo v Lenartu, to je občina, ki je bila tudi ob tem neurju precej prizadeta, odstotek zavarovanj precej nižji, 20 do 25%. S tem, ko smo skušali vzpostaviti sistem zavarovanj in nekega sistemskega pristopa, se je potreba po proračunskih sredstvih za odpravo škode deloma zmanjšala, vendar pa še vedno obstaja, še posebej pri javnih objektih in tam, kjer je pač to sistemsko upravičeno in tudi potrebno, bo vlada seveda intervenirala, v tem času pa še ni možno dokončno povedati, z kolikšnimi sredstvi. Naj še enkrat poudarim, da Ministrstvo za kmetijstvo, ko gre za zavarovanje možne škode v kmetijstvu, subvencionira zavarovanja do 40% premije oziroma povrne premijo do 40% in da do 10% premijo povrnejo tudi lokalne skupnosti. Se pravi, da je možno dobiti do polovice vplačane premije povrnenih sredstev in to je v veliki meri seveda tudi spodbudilo naraščanje števila zavarovanj, kar se je zdaj izkazalo za zelo pozitivno. Ministrstvo za kmetijstvo
subvencionira tudi nabavo protitočnih mrež. Zadnje neurje je pokazalo, da tam, kjer so bile te mreže postavljene, škode praktično ni bilo. In iz tega primera se pač velja naučiti oziroma potegniti nauk v tem smislu, da se to splača. Še posebej, ker, kot že rečeno, Ministrstvo za kmetijstvo povrne polovico stroškov za nabavo protitočnih mrež. V nekaterih sosednjih državah je uporaba protitočnih mrež bistveno višja oziroma odstotek uporabe bistveno višji in sorazmerno temu se seveda potem zmanjšujejo tudi stroški za odpravo oziroma povračilo škode tako strani zavarovalnic kot strani drugih subjektov, tudi iz proračunov. Na podlagi zbranih informacij ugotavljamo, da ne bo možno, da očitno zaradi obsega škode, ki jo povzročilo to neurje in zaradi tega, ker zavarovanja niso pokrila vseh posledic, da bo potrebno pomagati tudi izven utečenih sistemskih poti, da bo potrebno uporabiti solidarnostni pristop, še posebej za tiste družine, ki so bile dejansko, lahko rečemo, trojno prizadete za škodo na objektu oziroma na družinskih hišah, na gospodarskih poslopjih, na gozdu, pa tudi na kmetijskih površinah oziroma pridelkih. Zaradi tega pozivamo obe krovni humanitarni organizaciji, se pravi Karitas in Rdeči križ, da odpreta žiro računa posebej za tiste, ki so bili še posebej prizadeti v tej ujmi. Tudi vlada bo prispevala nekaj solidarnostnih sredstev na ta računa in seveda pozivamo tudi vse lokalne skupnosti, da znotraj svojih inštrumentov solidarnosti zbirajo sredstva za tiste posameznike, ki so bili najbolj prizadeti. Kot že rečeno, bo vlada v četrtek dala skupaj vse informacije o posledicah tega neurja, zagotovila tisto pomoč, ki jo je v tej fazi možno in sprejela tudi nekatere druge ukrepe, ki so v tem času potrebni. Eden od teh ukrepov je recimo zagotovitev varnega odlagališča oziroma varnih odlagališč za azbestno kritino, ki je bilo odnešeno z veliko objektov oziroma streh velikega števila objektov in ki jo seveda v skladu z okoljevarstvenimi standardi potrebno pravilno shraniti. Ponekod se to že dogaja, bo pa zdaj s tem sprejeta tudi sistemska rešitev posebej za ta primer.